Pozdravljeni v novi oddaji Aktualno na GFML. Z nasiljem se žal srečujemo povsod, tudi na spletu. O tem smo spregovorili na okrogli mizi. Dijaki GFML so v sodelovanju s policijsko upravo Ljutomer, njenim predstavnikom Urošem Felbarjem, profesorjem informatike Damjanom Erhatičem in voditeljem okrogle mize magistrom Sašo Pergarjem odprli nadvse prisotno temo o spletnem nasilju med mladimi. Skupina sošolcev odpre spletno klepetalnico, kjer se večina norčuje iz sošolca Jona. Tibor med poukom slika svojo sošolko Marijo brez njene vednosti in sliko objavi na Facebook skupini celotnega razreda z žaljivim komentarjem. Bila sta kot eno, res mu je zaupala. Pošiljanje golih slik drug drugemu je bilo za njiju nekaj običajnega. Verjela je, da samo njune, tako so se dogovorila. Ne ve zakaj, ampak nekaj teh slik je poslal svojemu prijatelju. In zdaj jih ima kar cela šola, kar pogreznila bi se. Lola prejme na mobitel sporočilo od sošolke z grozilno vsebino. V sporočilu piše, da je lažniva prasica in da več naj ne pride v razred, sicer ji bo žal. Starejši moški naveže stik z mladoletnikom po Facebooku in se zaplete s njim pogovor. Nagovarja ga, da bi z njim delil fotografije svojih genitalij. Sogovorniki so se dotaknili definicije pojmov, povezanih s spletnim nasiljem, pogovarjali so se o posledicah le-tega za žrtve in storilce, omenili so sostorilstvo, predvsem pa so svetovali, kako se lahko mladi sami zavarujejo pred spletnimi ukanami. Da ne enkrat, ne dvakrat, da trikrat, štirikrat premislite, kaj boste objavili na spletu, kaj boste všečkali, kaj boste delili. Pa dajte danes, ko boste doma, idite malo, verjetno imate bolj ali manj vsi Facebook, pogledajte tiste vsebine. Ko na pogled izgledajo smešne, pa se mogoče postavite v vlogo tistega, ki natisne posnetke in boste videli, kaj v bistvu podpirate za svojim dejanjem. Gospod Felbar? Jaz bi povedal to, da preden uporabljate kakršnokoli družabno mreže, da se preden že naredite svoje profile, ampak to verjetno ste že vsi naredili, da se prej informirate, za kakšno vrsto družabnega omrežja gre. Obstajajo namreč strani spletne, kjer je obrazloženo natančno, o čem je na posameznem družabnem omrežju gor, kakšna vsebina je vsebovana na omrežju, kaj se gor objavlja, kako deluje to omrežje, da se sami informirate, preden pač upravljate z nekim državnim omrežjem. Da je v bistvu pomembno, da o temi čim več govorimo, da nekako dvigamo zaveščenost o temi nevarnosti spletnega nasilja, kajti to je edini način, kako bomo reševali spletno nasilje, ki ga je nažalost danes vedno več. Prav tako pa bi rad povedal, da je spletno nasilje kaznivo in nedopustno dejanje, zato ga je potrebno rešiti in se ne delati, da je vse v redu in vse skupaj pomesti pod preprogo, kajti to privede le do hujših posledic. Ja, moje mnenje je, da spletno nasilje je resna tema, kot sem že prej povedala, in zato menim, da se je treba zavedati te stvari in da naj so, ali so to starši, profesori ali dijaki, se zavedajo, da žrtve tega spletnega nasilja, da njim ni lahko in da naj so tam za podporo in da naj jim poslušajo in pač da slišijo, kaj imajo za povedati. Anjo? Jaz bi poudarila to, da se je potrebno pogovarjati o tej temi in naj nas ne bo strah spregovoriti o tem, saj če ne drugi bodo starši tisti, ki nas bodo poslušali, nam pomagali, ampak kot smo danes slišali, imamo ob sebi veliko tudi drugih ljudi, ki nam bodo z veseljem pomagali. Teja? Kot smo že večkrat danes omenili, je treba dobro premisliti o tem, kaj objavimo. Pa ne samo zato, da bi slučajno postali žrtve, ampak tudi kar sam nasilnež. Saj te fotografije in videe, ki jih mi delimo ali komentarje, ki jih pišemo, se najprej mogoče zdijo neškodljivi, vendar lahko nekoga prizadenejo ali užalijo. Jaz bi rada povedala, ljudje vam bodo pomagali, če ste žrtve spletnega nasilja, ampak vam ne morejo, če tega ne vejo. Zato, kot je že Anja povedala, ne se bati spregovoriti o tem, kljub temu, da je to zelo težko. Celotno dogajanje je bilo snemano in neposredno prenašano na šolski spletni strani. Pri novem izbirnem predmetu ITS so dijaki drugega letnika splošne gimnazije pripravili gledališko igro.
Kratko zgodbo Edgarja Allana Poea, Maske rdeča smrti, smo predstavili v današnji čas in si postavili vprašanje, kaj je kuga današnjega časa. Kaj razkraja, ubija, uničuje tudi današnjo družbo. Revščina, nasilje, neenakost, razslojenost družbe. Je to življenje ali samo fantazija? Napravate sužnji in izdavate je. Zakaj ne segaš po topli roki sočloveka? Raje se oklepaš te železne škatle, tega kupa vezja, ki te požira in krni. Kaj te sedaj ščitijo kosti blaga, ki jih kuješ v zvezde, in ovrednoten papir, ki ga brezobzirno mečeš v zrak. Sploh ne veš, da številke na njem sitijo lačne in oblačijo gole, vam nenasitnim pa je odveč. Je bilo vredno biti prevzetna, pošabna, se delati pomembno in s tem škoditi sebi in drugim. Moje srce je bolj črno, kakor kava, s katero se opijaš. Po čem se te bodo spominjali? Po besedah, s katerimi si manj pomembne vlatila, ali po lažeh, ki si jih previdno tkala. Na svetu si pustila samo črno, grenko, usedlino,
ki nikomu ne ugaja. Neošabnost, nečimrnost in napuh ti niso v čast. A je v tvojem srcu še kaj več kot te zgrešene vrednote? Ponos in prevzetnost. Kje sta zdaj tvoja večna sopotnika? Kako si lahko tako ošabno ravnal z drugimi in stopal po njih? Zakaj? Zaradi vplivnega očeta? Zaradi denarja? Zaradi česa? Kam so izginile vse prave vrednote? Mogoče pa je prišel čas, da človeku postane človek, ne glede na barvo, vero, bogatstvo. Mogoče. Dijaki splošnega programa gimnazije so bili v gledališki performans vključeni v vseh fazah nastajanja. Od pisanja scenarija, režije, kostumografije, scenografije, igre, glasbe, luči in tudi v oblikovanju plakata ter samo promocijo projekta. Delo so uspešno uprizorili na odru Ljutomerskega kulturnega doma, sedaj pa jih čakajo gostovanja po okoliških gledaliških odrih. Čeprav je Evropa steber demokracije in človekovih pravic, se tudi tu srečujemo s kršenjem le-teh. O tem nam bo povedal več zanimiv gost. Pouk na GFML je popestril obisk mednarodnega politologa Milana Brgleza. Zbranim dijakom, debaterjem in dijakom z družboslovnimi predmeti na maturi je predaval na temo Evropska unija in človekove pravice. Mislim, da so človekove pravice v Evropski uniji v tem trenutku žal zanemarjene, nekateri jih poskušajo vsaj pozabiti, drugi pa jih kar odkrito kršijo. Mogoče kaj bi naredili, kaj lahko spremenimo, da se bo stanje izboljšalo? Edina tista pot, ki jo pravno poznamo, in to je, da tudi Evropska unija pristopi k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in s tem v bistvu nekako tem standardom, ki bi jih države morale spoštovati znotraj sveta Evrope. Kaj pa bi povedali o tem, kaj se trenutno dogaja v Evropi, Brexit, druge stvari, kako to vpliva na članice? Neposrednega vpliva mogoče na nas ne bo tako velikega, ampak vsaj na Britance bo ogromno, še zlasti, če se bo zgodilo dejansko, da bodo šli brez pogodbe. Potem tudi nekatere pridobitve, ki smo jih skupaj zgradili, kot je Erasmus+, ne bodo mogli delovati na tak način, kot so lahko do sedaj. Torej vsi bomo na slabšem, ker se je ta zadeva zgodila in vsaj urejeni Brexit bi bil veliko boljši kot to, kar se zdaj dogaja. Je pa vse odvisno od neke dialektike med britansko vlado in parlamentom. Parlament vse zavrača, vlada pa ne odstopi. Zelo aktualna tema so tudi evropske volitve. Kaj bi mogoče povedali o tem, o participaciji predvsem mladih? Mislim, da na tokratnih evropskih volitvah ni zgolj floskula, da gre za res. Pomembne so tako v evropskem kontekstu, pomembne so tudi v našem slovenskem kontekstu. Mislim, da je prav, da se čim več mladih in pravzaprav vseh udeleži teh volitev, ker s tem odločamo o svoji bodočnosti. Ne sme se nam zgoditi še en Brexit, ki se je zgodil tudi zaradi tega, ker je starejša generacija namesto mlajših odločila o tem, kakšna bo usoda Velike Britanije. Gosta je spremljala bivša dijakinja Ljutomerske gimnazije in diplomantka Fakultete za družbene vede Staša Tkalec, ki je študij zaključila kot tretja najboljša magistrantka mednarodnega podiplomskega programa svoje generacije. Ob koncu sta Brglez in Tkalčeva prisotnim izročila majhno pozornost, Ustavo Republike Slovenije. Kaj so letos obravnavali na državnem Cankarjevem tekmovanju? Ja, Cankarja!
In kako so se odrezali naši dijaki? Letošnja bera državnega Cankarjevega tekmovanja je bila odlična. Dijakinje so se soočale s krizo slovenskega življa in dežele na pragu 20. stoletja, kot jo je obesedil sloviti pisatelj, esejist in dramatik Ivan Cankar. Skrivnosti so tiste, ki jih nikoli ne moremo dobro razložiti, pa ne le zato, ker bi želeli ohraniti njihovo skrivnostnost, ampak se tudi pred nami zapirajo v nekakšen ovoj nepopolnega razumevanja. To nam je želel sporočiti tudi Cankar, s tem, ko je v obravnavanih delih vključeval metafore, ki jih je bilo najprej potrebno razvozlati. To tekmovanje je drugačno predvsem z vidika, da je potrebno vključiti svoje znanje in ustvarjalnost. Čeprav pri eseju gre za odgovarjanje na vprašanja, pa se na ta ni možno popolnoma pripraviti, saj so običajno zelo široko zastavljena in se znajdeš pred nepričakovanim izzivom, ki zahteva, da vključiš možgane in besedilo najprej dobro predstaviš, potem pa ga znaš povezati še s svojim mnenjem. Najbolje je, da pri tem ostaneš zvest sam sebi in da uživaš v pisanju, če pa je prisoten še kanček sreče, pa je uspeh zagotovljen. No, sicer smo letos za Cankarjevo tekmovanje morali prebrati 4 knjige. Meni osebno je bila najbolj všeč knjiga Tujci, ki govori o iskanju identitete umetnika. Sicer ni sprejet ne doma in ne v tujini, ampak mi je bilo najbolj všeč, da vedno ostane zvest svojim načelom, svojim pogledom na svet, čeprav ga na koncu ravno to pogubi. Sicer pa lahko pri vseh Cankarjevih delih, ki smo jih brali, potegnemo vzporednice tudi z modernim časom, z moderno družbo, kar mi je pri Cankarju tudi zelo všeč, saj je vedno aktualen. In zdi se mi, da bi ga morali čisto vsi brati, ne le za Cankarjevo tekmovanje, ampak tudi za lastno dušo, kajti vedno nam pusti prostor za razmislek. Brati Cankarja mi je bilo zanimivo, sicer na začetku nisem bila ravno najbolj navdušena, da moram ravno Cankarja brati, ker že sem ga predelali veliko njegovih del v 3. letniku in sem vedela, da se bodo motivi zelo ponavljali. Ampak bolj, ko sem brala, bolj sem odkrivala, da je pač še vedno zelo aktualen in je v bistvu zelo zanimivo, kako je lahko že v tistem času pisal o zelo pomembnih zadevah, ki so še danes tako relevantne. In ja, potem se mi je pač priljubilo, da sem lahko tako navezala na sedanji čas tudi. Cankarja v 3. letniku v bistvu bolj spoznamo kot prvega slovenskega profesionalnega pisatelja in beremo te pač nekaj klasična dela, ki jih moramo kot dijaki gimnazije tudi poznati. Ampak v bistvu letos, ko bolj poglobljeno bereš dela, ki mogoče niso na tvojem seznamu kot knjig, ki jih moraš prebrati, spoznaš Cankarja kot človeka polnega konfliktov, sarkazma, ironije, nekih teženj po ravnovesju, ki jih on želi doseči, ampak po to nekako ne uspeva, saj njegova realnost in domišljija in to, kar on pričakuje od družbe, ni v skladu s tem, kar si on tudi želi. Ja, najtežje je v bistvu bilo čakati na rezultate, ker smo morali zelo dolgo čakati in so se že vse bale, ker so bile točke primerjavi z osnovno ravnjo, so bile zelo nizke, ampak potem je pa bilo najboljše, ko sem pač videla, da smo nekaj dosegle in so bile vse vesele eno za drugo. Pa tudi to, da sem se lahko med sabo pač pogovorila o teh motivih in videla, kako pač tudi druge mislijo. Že samo zaradi tega, kot sem že povedala, ker je on prvi slovenski profesionalni pisatelj, to je že velik argument, zakaj prebirati prav njegova dela. Drugič, ker je vedno aktualen, to pomeni, da v bistvu stvari, ki jih je on pisal desetletja nazaj, še vedno danes aktualno rišajo vzporednice današnji družbi. To pomeni, da tisto kako bi temu rekli, puhloglavost, filistrstvo, neka ponižnost slovenskega naroda drži tudi danes in potem se to vse preslika v ta strah pred migracijami, v to Trumpovsko zadevo, kot jo gledamo vsak dan po televiziji in tako naprej. Tretja stvar pa je definitivno to, Cankar je zelo zapeljiv pisatelj, oziroma kako bi temu rekli, te pritegne. V bistvu takoj za prvim stavkom, ko odpreš njegova knjiga, je neka črnogledost zmešana z mešanico metafor, pridevnikov in drugih slogovnih sredstev, s katerimi bralca enostavno posrkava se in ga enostavno več ne moreš odložiti. Zato je definitivno eden izmed pisateljev, ki jih lahko kdarkoli pobereš iz police in ne boš razočaran. Poglejmo še ostale zanimivosti preteklega meseca.
Na pobudo Europe Direct iz Murske Sobote so bili dijaki GFML povabljeni, da sodelujejo v transnacionalnem dialogu 3 držav Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Tretjič, zadnjič, smo se srečali v Grazu. Uvodni nagovor je imel Jörg Vujan, predsednik predstavništva Evropske komisije v Avstriji. Organizatorji so oblikovali zelo zanimiv program. Mladi so v okviru delavnic poznali 8 evropskih političnih skupin, prav tako pa so izvedli simulacijo volitev. Na koncu so svoje poznavanje Evropske unije preverili na kvizu Kahoot. Za dobro znanje se je nagrade Evropske komisije razveselila tudi Laura Režonja iz 4B. Aktivno druženje mladih so gostitelji povezali tudi z mednarodno kulinariko, ki je segala tudi čez meje Evropske unije. Na poti domov so mladi sklenili, da je njihova aktivna udeležba na volitvah ključnega pomena. Na volitvah namreč ne odločamo samo o tem, kakšno Evropsko unijo želimo, ampak je prihodnost Evropske unije tudi naša lastna prihodnost in zato naš glas šteje. V drugem delu mladinske izmenjave z Nizozemsko smo na naši šoli za dijake in njihove mentorje pripravili pester program. Gostje so skupaj z našimi dijaki najprej spoznali Ljutomer, se preizkusili v lončarstvu v Veržeju in obiskali mlin na Muri. Obiskali so Ptuj, se en dan kopali v biotermah, zadnji dan pa aktivno sodelovali v različnih delavnicah na šoli. Čebelarski, plesni, jezikovni in ustvarjali so se slamo. Gostje so v 2 dneh obiskali tudi Bled, Kranj, Postojnsko jamo in Ljubljano. Dijaki so se veliko družili v popoldnevih ter v soboto in nedeljo. Ta čas pa so si lahko prikrojili po svoje. Izmenjavo smo zaključili s krajšim kulturnim programom za starše, v katerem so dobili priložnost pokazati, kaj vse so se v teh dneh naučili. Predstavili so tudi dejavnosti prvega dela izmenjave na Nizozemskem. Mednarodna izmenjava je mladim obogatila izobraževanje na naši šoli, razširili so si obzorja ter ob enem razvijali jezikovne in socialne spretnosti. Četrtega aprila se je na drugi del izmenjave z Dunajsko Uršulinsko gimnazijo odpravila že 6. generacija GFML-jevcev. 15 dijakov 3. A oddelka je z dunajskimi prijatelji druženje pričelo v zabaviščnem parku Prater. Petek je bil dan, ko so se naši dijaki preizkusili pri pouku psihologije in se izvrstno odrezali pri delu v skupinah. O aktivnostih so nato tudi poročali, seveda v nemščini. Sledilo je zelo informativno predavanje na temo volitev poslancev v Evropski parlament, kjer so se avstrijski poslanci predstavili tamkajšnjim dijakom in odgovarjali na njihova preštevilna vprašanja o prihodnosti Evropske unije. Popoldan je bil zopet namenjen ogledu mesta, uporaba tramvaja in podzemne je postala za naše dijake že mačji kašelj oziroma ein Kinderspiel. Tehnični muzej je bil dobrodošlo razvedrilo za popoldanske ure, saj je v njemu moč najti vse od lokomotive do šivanke. Pri večernem druženju je bilo moč slišati zanimivih kombinacij našega narečja pomešana z dunajskim govornim jezikom. Vse lepo se konča in v soboto v dopoldanskih urah so se dijaki 3. A težkega srca in zaspanih oči poslovili od dunajskih gostiteljev ter se varno vrnili domov, polni izkušenj, predvsem pa nemškega besedišča. V predstavi Angel pozave, ki so si jo ogledali dijaki 4. letnikov, igrajo Barbara Cerar, Saša Pavček in Janez Škof. Angel pozave je roman o delovanju spomina, individualnega, kolektivnega in kulturnega. Idej, kako roman postaviti na oder, je bilo po besedah režiserja več, saj v branju romana dobi vsak svojo idejo, kako to narediti. Sami so se odločili, da bodo šli čez zgodbo kronološko. V romanu Hadar Lapove in predstavi SNG drame se zrcali življenje več generacij avtoričine družine na avstrijskem Koroškem. Zgodba obsega časovno obdobje od 2. svetovne vojne pa vse do danes. Iz avtoričinega spomina se rojevajo otroške podobe idiličnega življenja v železni kapli, ki se prepletajo s trpkimi babičinimi zgodbami o grozotah vojne, o življenju v koncentracijskih taboriščih in o partizanskem gibanju na Koroškem. V predstavo so vpeljali tudi zvočne posnetke 4 govorcev lepenskega dialekta, ki delujejo kot odmev spomina.
Za konec pa še ena raziskovalna naloga naših dijakov. Cilji najne naloge so bili popisati bobre ob reki Ščavnici, popisati bobre ob Gajšovskem jezeru, primerjati kakovost habitatov, v katerih so naseljeni bobri, ter raziskati znanje in odnos do bobra med ljudmi. Najno raziskovalno delo je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi smo popisali dejansko območje Ščavnice, torej vzhodno od Ljutomera, pa tudi Gajševsko jezero na zahodu Ljutomera. Drugi del najne raziskovalne naloge pa je potekal kot anketa, kjer sva ljudi spraševala o njihovih odnosih do samega bobra ter kakšen vpliv ima bober v njihovem okolju, kjer živijo. Torej, prvi del najne raziskovalne naloge, kjer sva se dejansko odpravila na teren, je izgledalo tako, da sva v sam GPS vnašala točke, kjer sva opazila neko bobrovo aktivnost, torej podrto drevo, obglodano deblo, bobrišče, ki sva ga našla enkrat čiščic pri izlivu Ščavnice v reko Muro, na primer. Na najnem terenskem delu sva tudi ocenjevala samo kakovost habitata, kjer so živeli bobri in sva jih primerjala s tem, kjer niso živeli in na koncu sva dobila sliko, ali bobri živijo samo v teh habitatih, ki so naravno zelo dobri, ali so dejansko naseljeni tudi v teh habitatih, ki niso tako zelo dobri, kar potem nakazuje to, da je malenkostna prostorska stiska že na samem terenu Ščavnice, ker so bobri bili naseljeni tudi v takih normalnih, ne samo optimalnih habitatih. In na podlagi tega sva potrdila tudi določene hipoteze. V drugem delu naloge, kjer pa sva ocenjevala, kakšen odnos imajo ljudje z samim bobrom, pa sva ugotovila, da je vsaj najin sklop anketirancev imel pozitivno mnenje o bobrih. Ampak s tem nisem mogla nič dejanskega potrditi, kajti se nam zdi, da če bi imela drugačen sklop ljudi, ki živi bolj v stiku z bobrom, bi lahko imeli drugačen vpliv. Naprimer, veliko ljudi ga ne mara, če jim uničuje poljščine, ampak ga veliko ljudi mara, če za njih prinaša kaj pozitivnega. Tako da se zelo razlikuje od tega, kakšne ljudi dejansko dobiš v svojo raziskavo. Na koncu raziskave sva ovrednotila najne hipoteze. Prvo hipotezo, na območju reke Ščavnice so bobri, sva potrdila. Drugo hipotezo, družine bobrov so naseljene samo na najboljših habitatih, saj med njimi še ni prostorske stiske, sva ovrgla. In tretjo hipotezo, odnos do bobra je pri ljudeh v večini primerov negativen, sva prav tako ovrgla. Se vidimo v naslednji oddaji. Adijo!